Spoštovani gospod župan, gospod direktor, avtorica razstave, namestnica direktorja NUK-a, gospe in gospodje, na začetku iskrena hvala za to povabilo, da vas lahko nagovorim ob tem prazniku, ki je v bistvu praznik, ki obeležuje neko končno dejanje v slovenski epopeji osamosvojitve, v tistem končnem dejanju, ko smo Slovenci postali gospodar na svoji zemlji. Hvala vsem, ki ste pripravili to razstavo s tem zelo pomenljivim naslovom, mogoče njem nekaj na koncu. Hvala tudi gospodu direktorju, Spiritus Agensu Parka vojaške zgodovine, gospodu županu za gostiteljstvo te pomembne ustanove, ki je na nek način nastala bolj kot samorastnik in se je potem z veliko volje razvijala v to, kar danes je. Mogoče je bil v teh 30 letih odnos države do ohranjanja spomina na najusodnejši čas našega naroda nekoliko mačehovski, vendar za tisti, ki ste bili gonilna sila tega in še nekaterih podobnih projektov, uspeli ohranjati spomin pred pozabo. Zdaj, tista prva leta po osamosvojitvi se to mogoče nasploh niti ni zdelo pomembno, ker je bil ta spomin še živ. Danes pa ne samo, da že volijo generacije, ki so bile rojene po slovenski osamosvojitvi in tudi po dnevu, ko je zadnji tuj vojak odšel z našega ozemlja, ampak počasi te generacije prevzemajo nase tudi skrb za našo prihodnost in tisti živ spomin, ki vedno, ki v tistem prvem obdobju nadomešča to, kar sicer je naloga muzejev, knjig in recimo v širšem pomenu kulture, ne zadošča več. Tako da hvala vsem, ki se tega zavedate in hvala vsem, ki ste prispevali k temu, da je Park slovenske vojaške zgodovine nekaj, kar pritegne obiskovalce, kar pritegne množice in kar uspe preživeti tudi težke čase, kot je bilo recimo lansko leto, ko je bilo teh obiskovalcev zaradi epidemije manj. Zdaj, natančno pred 30 leti nisem bil tukaj v Pivki, sem pa s helikopterjem letel nad njo, ko smo spremljali zadnjo kolono vozil Jugoslovanske armade, mogoče kako od teh vozil ni tukaj, kajti težko orožje so v glavnem enote Jugoslovanske armade v manjši meri umaknile prej, v večji meri pa smo ga zadržali. In to, kar vidimo danes tukaj, je večina tega, kar smo v zelo zanimivih in inovativnih pogajanjih uspeli zadržati tukaj, čeprav po Brionskem sporazumu bi morala Jugoslovanska armada imeti možnost, oziroma je imela možnost, sam ni imela tehničnih pogojev za to, tudi zaradi tega, kako smo vodili pogajanje, da to vse odpelje sam. Zdaj, če bi to uspelo, potem bi bila slovenska obrambna moč še danes manjša, kajti vsaj tiste tanki T-84 so še vedno v oborožitvi slovenske vojske in so še vedno, lahko bi rekli, najtežje orožje, ki ga imamo. Tako da pred 30 leti je bil pogled iz zraka na zadnje enote Jugoslovanske armade, okupatorske armade, ki se je umikala, še posebej zanimiv. Zdaj, ko sem danes prebral spomine, ki sem jih takrat napisal na ta dogodek, sem videl, da je bil tudi takrat en tak lep sončen jesenski dan. Slovenija je bila odeta v lepe, razkošne jesenske oktobrske barve in mislim, da smo takrat prvič v teh barvah, v hribčkih, v gozdovih, predvsem pa v višinskih kotah po kakšnem letu in pol spet videli to, kar narava je, se pravi lepe jesenske barve, hribe,
ljudi, ki so se vračali z narave, ne pa več višinskih kot položajev sovražne vojske in teritorialne obrambe, kot ki smo se jih prej izogibali, ker so bili tam položaji jugoslovanske armade, in na nek način smo takrat iz zraka fizično začutili to spremembo, ki se je Sloveniji obetala s tem, ko je zadnji sovražni vojak zapuščal naše ozemlje in ko smo spet lahko dihali svobodno. Lep dan je bil to in tudi spodobi se in lepo je, da ta dan praznujemo kot državni praznik, kot dan suverenosti, ki pravzaprav predstavlja nekaj, kar ste tudi v naslovu te razstave lepo opisali. Zdaj, v naravi človeka je, da sanja. Zdaj, v naravi svobodnega človeka pa je, da ima možnosti, da te sanje tudi uresničuje. In s tem, ko je Slovenija postala suverena, smo si priborili pravico ne samo zato, da lahko sanjamo, ampak smo dobili v roke tudi državo, ker smo bili sami gospodar na svoji zemlji, ki se lahko in ki se mora truditi za to, da ima vsak posameznik v tej državi, ne glede, kje se rodi, ne samo pravico do tega, da sanja, ampak tudi pravico do tega, da lahko te sanje v okviru možnosti, v okviru tega, koliko je sam pripravljen vložiti truda v to, da se sanje uresničijo, te sanje tudi uresničijo. Mislim, da je v nekem globljem smislu to bistvo te spremembe, ki je svoje končno dejanje doživela pred 30 leti. Zdaj, hvala vsem, ki pomagate ohranjati spomin tudi na tisti čas pred tem, tako da se generacije, ki danes rastajo, ki se rojevajo in ki se bodo rojevale tudi v prihodnje, da bodo sposobne razumeti to spremembo in to razliko, ker je pač same niso in jo upamo, želimo in delamo na tem, ne bodo doživele. In to, da se žalostni dogodki iz zgodovine ne ponovijo, zato, da se žalostni dogodki iz zgodovine ne ponovijo, je seveda potrebno ta spomin ohraniti. Ker če ga ne ohranjamo, potem se zavest o tem, kateri so dogodki, ki lahko pripeljejo bodisi do dobrega, bodisi do slabega, izgubijo. In narodi žal ponavljajo tudi tragično obdobje svoje zgodovine. Zaradi tega je poslanstvo kulture, še posebej muzejskega dela kulture, ohranjanje spomina na dobro in slabo, zato da imamo vsi na razpolago tisto znanje pa tisto občutenje, ki človeku, posamezniku pomaga, da zna presojati med dobrim in slabim, da vidi na konkretnih dogodkih iz zgodovine lastnega naroda ali pa lastne države ali pa lastnega ozemlja, kjer danes živimo, kaj se je vse dogajalo, kaj je vodilo do dobrega ali slabega in da na tej podlagi znamo delati naprej. Torej, hvala vsem, ki ohranite ta spomin, hvala avtorici razstave, z veseljem si jo bomo ogledali. Želim tako sami razstavi, kot tudi parku slovenske vojaške zgodovine veliko obiskovalcev, čim več vsako leto, tudi čim več finančnih možnosti za to, da bodo zbirke rasle. Kar se tiče vlade, obljubljamo vso pomoč. Torej, hvala tudi za to, da smo lahko danes tukaj skupaj zbrani na tem pomembnem in slavnostnem trenutku. Želim vam veselo praznovanje Dneva slovenske suverenosti z zavestjo, da smo takrat uresničili zgodovinske sanje. Hvala lepa.